smo skupina Edna, poslušate oddajo Radioaktivno. Dober večer, mamica, kaj pa dela vaša či? V zadnji hiži sama spi, pa se nikoga ne boji. Dober večer, mamica skupine Edna z albuma Slove rdeče, Luka pa z mano oddaja Radioaktivno. Zdravo. Zdravo, dober večer, ne? Kar nekaj časa je minilo od našega zadnjega srečanja, mislim, da 4 leta. Ja, 4 leta nekje, skoraj 5. Takrat so se srečala ob izdaji našega albuma 1, 2, 3. Ja, že takoj na začetku smo, oziroma že ob takrat ob izdaji smo razmišljali o drugem albumu, ga dejansko imeli pripravljenega pred slabimi 2 leti, ampak se nam je potem vse skupaj malo zavleklo. Naša pevka je šla na porodniško vmes, no, želeli smo nekako spakirati album predtem, posneti album predtem, ampak ni šlo. Tako da letos smo dobili eno brco v Rito, kateri lahko tudi povejo kaj več. Bomo o teh brcah še nekaj pogovorili v nadaljevanju. Pomeni, da v tem času niste samo koronsko bolehali, ampak tudi delovali oziroma počasi ustvarjali. Ja, dejansko vse skozi smo igrali, nismo nič počivali. Tudi med korono smo se dobivali in dejansko ustvarjali album, no. In ustvarjali pesmi, predvsem jaz, Tjaša na vokalih in klavirju in pa Luka Ščavničar na kontrabasu. In takrat je nastalo večino skladb za nov album. Ja. Slove rdeče je naslov novega albuma.
Slove pomeni črka ali ne? Slove pomeni črka, tako se pravi črke rdeče, z rdečo zapišemo ponavadi ime najljubljene osebe in to je ljubezen, je torej tudi neka rdeča nit albuma. Vse skladbe na albumu govorijo o ljubezni, tokrat je album nekoliko bolj vsebinsko omejen, recimo temu omejen, ne? Se pravi, da so dejansko, da so vse skladbe ljubezenske, pa vendar ne, ni vsa ljubezen lepa in tudi skladbe naše niso vse lepe, so tudi žalostne, so tudi tragične. No, to kaže tudi potem različni tempo pesmi. Ja, seveda, ja. Mislim, da smo že bili na prvem albumu znani po tem, da smo šli iz enega v ekstrema do drugega. Na prvem albumu je bil, ne vem, recimo Eins, zwei, drei, izredno hiter, živahen ritem, pa potem Kaka lepa naša domovina, izredno počasna, pa tudi zdaj tukaj je tudi tak Prevoz skozi stezice, ki jo bomo slišali, na primer, je taka živahna, v bistvu blues skladba z enim zanimivim citatom glasbenim, Zeleni se travca pa spet umirjena. Ste tudi na tem albumu ostali na oni strani Mure, na prekmurski strani Mure, ali ste kaj pogledali tudi na to stran Mure? Nismo... Na desni breg. Ja, ne, na desni breg še nismo šli, mogoče bomo. Ostali smo v Prekmurju in v Porabju, tako kot v prejšnjem albumu, čeprav smo nekako razdeljeni na pol, ne. Polovica izhaja iz levega, no, ali pa živi na levem, polovica na desnem, bolj na štajerskem koncu. No, mene je tudi uradno, no, tako bom rekel, med tema dvema albuma tudi pot prinesla iz leve na desni breg, no. To si že na prvem albumu omenjal. Ja, ampak zdaj še je na papirju, no, tako. Aha, zdaj uradno. Zdaj uradno. Da si postal Štajerc. Tako. Prva, ki so je zavrtela, je bila Dober večer, mamica. Ja, Dober večer, mamica bi se pravilno izgovorilo. To boš ti izgovarjal v prekmurščini. Ja, ni problema. Ja, gre v bistvu z enim takim lepim pozdravom tudi pozdravimo, nekako odpremo album. Gre za eno tako prijetno pesem, no, seveda govori o ljubezni, o tem, kako fant sprašuje gospo, če je njena hčerka doma, no, tudi je en tak žalosten preobrat noto v pesmi. Druga? Zeleni se travce, ja. To je pesem, ki v bistvu, oziroma ljudsko pesem, po kateri smo potem mi naredili svojo priredbo. Čeprav moramo tu povedati, ne, da naše priredbe niso priredbe v pravilnem smislu besede, namreč od izvirnika vzamemo samo besedilo, ne, glasbo pa popolnoma niti ne spremenimo, ampak jo napišemo popolnoma na novo. Ponavadi nastane najprej glasba in potem tej glasbi nekako najdemo primerno besedilo. Zeleni se travci je skladba, ki jo najdemo po vsej Sloveniji v različnih izvedbah. Sam se spomnim, ko je oče prepel v moškem pevskem zboru Lipavci, recimo, ne, ampak popolnoma ne, nekaj ljudsko petje. No, tokrat pa je nastala iz nekih akordov, ki sem jih obračal in sem poslal med korono to Tjaši, ta posnetek, in Tjaša je v bistvu hitro našla besedilo, ki ne bi moglo bolj pasati tej skladbici, no. Zeleni se travca skraj Dunaja, v toj travci beli list papira, na papiri zlate slove piše, če so rdeče, ti so prav ljubeče. Su belle, te su veselice, ci su rjave, te su resta prave, če su sive, te su zapeljive, če so črne, te
Zeleni se travca in skupina Edna z albuma Slove rdeče, Luka z mano oddaje Radioaktivno. Dejala sva prekmursko-štajerska skupina, 9 let raziskujete to ljudsko glasbeno tradicijo Prekmurja in Porabja. Ja, 9 let, v bistvu pa nekako vsaj tisti prekmurski del zasedbe veliko več, lahko bi rekli, da celo življenje. Luka Ščavničar na kontrabasu je recimo bil član mlade beltinške bande, igrajo tudi pri beltinški bandi, igrajo z Vladom Kreslinom in z beltinško bando. Za njega lahko rečem dejansko, da je glasbo, to ljudsko glasbo oziroma to izročilo dejansko prejel po tistem starem načinu, ne, se pravi iz rok ali pa iz ust starih mojstrov. Torej se ni tega naučil nekako v glasbeni šoli, ampak dejansko naučil z vajo, s poslušanjem starih mojstrov, ne. Tako da sem vesel, da je njegova zgodba tudi del naše skupne zgodbe in za njega dejansko lahko rečemo, da je vpet v ljudsko glasbo že dolgo. Tjaša je skladateljica po izobrazbi in se z ljudsko glasbo ukvarja zelo dolgo, oba sva pa, oziroma vsi trije smo pa kot Prekmurci dejansko že od rojstva vpeti v ljudsko glasbo. Prekmurje je značilno po tem, da se še danes recimo na nekih valetah plešeta Sotež in pa Šamarjanka, ne, ali pa na vsakem Abrahamu se je včasih se ta dva plesa, ljudska plesala, ne. Beltinci imajo folklorni festival, ki bo spet zdaj kmalu in cela občina dejansko diha za ta festival tistih nekaj dni in moraš se res izogibati ljudski glasbi, da bi ušel, no. Kje potem iščete te pesmi, v kakšnih pesmaricah ali je to tisto iz roda v rod? Ja, največ se navezujemo, tudi na prvem albumu smo se na pesmarici Fička, Fička je fantiček moj. To pesmarico sta nam podarila dva zbiratelja iz Porabja. Zakaj tam? Zato, ker so to skladbe, ki niso tako poznane pri nas, se pravi v Prekmurju, niti še manj v Sloveniji. Gre pa večinoma, oziroma izberemo pa take skladbe, ki se nekako niso ohranile, ne vem, nekih vencev, vejlih ali pa bejlih ali pa raznih Marko Skače pri nas ne bomo našli, ne, v naši glasbi, ampak za nalašč izberemo take, ki so mogoče malo bolj posebne, vsebinsko, malo manj znane, no. Prej ste dejal, da glasbo napišete popolnoma na novo, pomeni, da dejansko date neko novo moderno vsebino, glasbeno preobleko. Tako, ja, popolnoma novo glasbeno preobleko, verjetno pa ravno zaradi teh nekih izkušenj z ljudsko glasbo, prej smo omenila Lukata Ščavničarja na basu in Tjašo kot skladateljico, pa ne nazadnje tudi Blaža Koreza, našega turkalista, on ima odlične izkušnje z tem, bi rekli world music, ne, torej glasbami sveta. Izobraževal se je v Južni Afriki, pa ne vem, kje še vse. Se pravi, spet drugačno ljudsko glasbo, ne, vpelje v naš kontekst. No in naša Jasmina, naša saksofonistka, tudi ona pa izhaja iz Iršovcev, tudi kraja, ki je v bistvu, ne, kjer je ljudska glasba nazadnje zelo prisotna. In vsak se mi zdi, da ima nek občutek, da zadeva ne zveni preveč moderno, da je še vseeno občutiti neko ljudskost, ampak tega ne delamo namerno, ne. To nekako nastane potem na skupnih vajah. Zdaj, ko razmišljam, ne, dejansko nobene skladbe nismo, ki smo jo pripravili, recimo potem na vajah nismo zavrgli, ampak smo jo mogoče samo dodelali, ne, skupnimi močmi in ohranila se je ta neka ljudskost, ampak nismo preveč razmišljali o ljudskosti, pa tudi inštrumentarij naš ni ravno preveč ljudski. Klavirja, ne, v ljudski glasbi ne najdemo kakšne cimbale. Recimo Tjaša klavirja ne igra čisto nič podobno cimbalam, eni to delajo, mi tega ne delamo. Kitaro kakšno so verjetno imeli, kontrabas tudi, pa saksofon je tudi z kakega Dunaja prišel, no kahona pa verjetno ne. Kako pa na te vaše priredbe, tako pod narekovajem, gledajo starejši, ki to glasbo poznajo, pa so jo mogoče v preteklosti igrali na drugačen način, kot jo sedaj dejansko vi ponujate nam? Ja, večinoma gledajo pozitivno, no, in to nam je zelo všeč. Seveda najtežja publika je domača publika, ne, to je dejstvo. Dostikrat je kdo, ki še nas ni slišal, recimo je skeptičen, ne, ko nas pa sliši, pa nekako ni skeptičen, pa je vesel oziroma zadovoljen, nam čestita, dobimo pohvale. Verjetno pa ravno zaradi tega, ker popolnoma predrugačimo neko glasbeno podobo neke skladbe, ne. Če bi, ne vem, povprečno izvedli neko ljudsko skladbo ali pa hoteli narediti iz neke ljudske skladbe popularno priredbo, verjetno se ne bi tako dobro obneslo, kot se zdaj. Tretja bo Preozke so stezice. Ja, Preozke so stezice je ena taka zabavna
zabavna skladbica. V bistvu gre za neko blues formo, bi temu rekli, ne. Tukaj smo tudi uporabili orglice, torej ustno harmoniko. Ko je Blaž v studiu zaigral, smo bili vsi presenečeni, da tako dobro igra, ker ga prej dejansko še nismo slišali, no vsaj jaz ne. Ja, ena taka pesem o vasovanju, o tem, kako je dolga pot domov, po celi noči prepevanja podoknic in vasovanja. Petelinček lepo poje, je zorje bejli den, jaz gren od ljubice svoje, ves truden in zaspan, jaz gren od ljubice svoje, ves truden in zaspan. Prekleta ta ljubezen, ker daleč me pela, 3 urce do Vesnice, kdaj bom pa jaz doma, 3 urce do Vesnice, kdaj bom pa jaz doma. Luka iz skupine Edna oddaja Radioaktivno z albumom Slove rdeče. Moram povedati, da je treba na E dati strešico, da se pravilno prebere. Edna, ja, tako Edna. Edna je lahko ena kot številka, Edna je lahko ena kot tista, ne, Edna je lahko ena in edina. Ja, čeprav imamo, ne, tudi na prvem albumu ime napisano strešico, pa na večini spletnih straneh, kjer se najde, kakšni opisi je tudi, ne, še vseeno smo Edna in vse kaj drugega, ne. Ja, Edna
Edna je tista, ki nas je združila, ampak Edna v tem primeru glasba. Čeprav sta v skupini dve Edne. Ja, dve Edni, ja. Ampak Edna, ne vem, jaz tako vedno, nekako Tjaša nas na koncertih napove, ne, meni pa potem ostane ta čas, da napovem Tjašo in potem jaz povem naša Edna in edina, ne, Tjaša. Petčlanska zasedba ste ves čas ista postava? Ne, v bistvu se je. Prva postava je bila tričlanska, v njej sta bili že Tjaša in pa Jasmina, se pravi Tjaša na klavirju in na vokalih in pa Jasmina na saksofonih. In kitarist, potem je prišel drugi kitarist, Kristjan Majcen, ki je ustvarjal z skupino prvi album, vendar se je nekako, mislim, da tisto leto, ko smo se odločili, oziroma ko smo se odločili, da gremo v studio, je pač skupino zapustil in takrat so poklicali mene. Tako da ja, jaz, kar se tiče nekega avtorskega dela pri prvem albumu, nisem imel dosti. Ja, Blaž se je nekako priključil predtem, pa Luka tudi. Tako da ja, recimo, da povemo, da enih 5-6 let pa zdaj smo že ta zasedba. Predtem pa je bil torej na kitari Kristjan Majcen. Če si bodo poslušalci zavrteli naš prvi album Ein, zwei, drei, so tam posnete moje kitare, no, ampak aranžmaji so pa njegovi. Ko si omenil prvi album, ga lahko, kako primerjaš s ta drugim, sedaj Slove rdeče ali ne? Ali ste šli zvokovno kam drugam? Ja, zvokovno je nov album, Slove rdeče je malenkost bolj modern, pa dajva tu ene take narekovaje. Težko zveniš moderno, če imaš kontrabas, akustični klavir, torej pravi klavir, akustično kitaro, saksofone, cajon, ne? Ampak ja, nekako zvokovno je nekoliko modernejši. Privoščili smo si uporabo več, recimo, stranskih vokalov, ne, back vokalov. To je še posebej, ta modernost je še posebej lepo slišana v Zeleni se travca, v drugi skladbi, kjer je en tak lep efekt na vokalu, na Tjašinih vokalih. Verjetno pa je ta nekoliko modernejši zvok posledica naše izbire. Torej, tehnika glasbe, oziroma ja, producenta Marko Jakopanec se nam je pridružil na drugi strani stekla, kot rečemo, studijskega, ne, in je poskrbel za mix. Master je delal en gospodič v Kanadi. No in Marko je tudi bedel nad nami ves čas snemanja. Njega poznamo recimo on sodeluje in miksa skupine, kot so Fat Horses naprimer in Alice Blue, ne, torej nekoliko modernejše zadeve, no. Ampak ja, pri nas je pa izvabil iz nas nekaj drugega, nekaj drugačnega, pa vseeno se mi zdi, da smo ohranili nek svoj zvok. Kar je treba, ne nazadnje, se gradite na ljudski glasbi. Tako, ja, tako. Ker ti potem bi že šli lahko v tehno. Ja, bi lahko šli kamorkoli, pa tudi če bi ne, načeloma, ker vzamemo iz ljudske glasbe samo besedilo, bi lahko šli kamorkoli, ampak očitno je pri nas preveč tega spoštovanja do tradicije. Ne dovolj, da bi se je držali kot pijani plota, ne. Je treba kdaj stran od plota. Ja, ali pa čez. To mogoče besedilo katere ljudske. Tako. Rasi mi rasi bo četrta. Ja, Rasi mi rasi je ena tak lep valček. Tak lep valček, šestosminski. Že smo zaigrali na eni poroki, ki si je zaželela, oziroma sta si mladoženi, mladoporočenca želela našo glasbo in ta bi bila taka, ki bi jo še kdaj lahko na kakšni poroki zaigrali. Taka umirjena skladba, zelo, v bistvu počasna, ampak ne dolgočasna, no, tako bom rekel. Not je tudi odličen klavirski solo Tjaše, tudi jaz sem se potrudil čim boljše zaigrati na kitaro in ja, meni je zelo ljuba.
Rasim skupine Edna. Luka, prebral sem, da je to konceptualni album. Dogaja, treba poslušati od A do Ž, torej od začetka do konca. Ja, preden so začela snemati ta najin pogovor, so se ravno pogovarjala o različnih nosilcih. Ne. Glasba in albumi se že dolgo več ne poslušajo od začetka do konca, razen mogoče mi dve jih verjetno še. Kdaj pa kdaj? Ja. Nazadnje tudi morava. Ja, tako. Zaradi najinega dela. Tako, ne vem, jaz ni lepšega občutka, ko recimo za sebe govorim, ko na gramofon dam res ploščo in jo poslušam vsaj prvo stran od začetka do konca. Ne. Kako imam spoštovanje do tistega analognega nosilca tako veliko, da pač plošče oziroma igle ne premikam. Ne. In če se le da kaki album, ki me zanima, ali pa dela podobno delo, ne, ko se pripravljam za kaki intervju, res poslušam od začetka do konca album, pa ne le enkrat. Ne. Ja, glasbeniki ustvarjajo albume različno, ne. Danes so zelo popularni albumi sestavljeni iz singlov, ne, torej da je singel izdam kot singel, pa potem še en singel, pa na koncu, ko je 8 singlov ali pa 10 singlov, se naredi izdaja, da se še lahko kaj dodatno zasluži. No, mi pa veliko drugih glasbenikov pa delajo zadevo nekoliko bolj konceptualno. Ne moram reči, da je ta konceptualnost bila naprej določena ali pa napisana, ampak se je znašla nekako spontano v tematiki skladbe. V tej ljubezenski tematiki smo jo pa zaokrožili dejansko album z skladbo Zelenice travcev. Torej prvič, ko smo jo slišali na drugem mestu. Tam je v polni zasedbi, torej imamo vokal, kitaro, oziroma klaviranje, petje in še bučo in kontrabas. Na koncu pa se ta Zelenice travca ponovi v strip down ali pa zelo goli verziji, torej samo s kitaro in samo z vokalom. Ne? In taka je tudi nastala. Čutna, ne vem, jaz sem s Tjašo sva to skladbo napisala skupaj, jaz sem poskrbel za harmonijo, ne, za glasbeno ozadje, Tjaša za vokalne linije in vokalno melodijo in želel sem, da tudi tista verzija, ne, tista prvotna ostane. To bova zavrtela na koncu tega pogovora. Rdeča nit tega albuma je ljubezen, nenazadnje je tudi to z rdečo napisano na naslovnici, čeprav je album samo digitalne izdaje. To meni ljubezen na različne načine. Ja, ljubezen na različne načine. To, recimo, ne vem, tudi pri Einstein Drei je bilo, da je ljubezen, pa je bila vmes, ne vem, domovinska ljubezen, pa tako naprej, ampak tu je dejansko ta ljubezen, ne vem, moškega do ženske, recimo. Tudi govori nekaj o družinski ljubezni. Ja, Slovo rdeče pa je v bistvu, te besede najdemo tudi v tej Zelenice travce, ki bomo poslušali na koncu in smo jo že. Tam pesem govori o tem, kako, ne vem, različne barve črk pomenijo, različne, če so črne, so žalostne, če so rdeče, so pa hrepeneče. Ne. Ste katero skladbo že izpostavili kot singel, pa podprli z videospotom? Z videospotom še ne, singel ja, za singel pa je bila Pčelica, oziroma je, no, še aktualna. Gre za eno tako zabavno skladbico, tako živahno, dolgo glih 3 minute in pol, menda, no, se pravi idealna za radio, čeprav si ne obetamo, da bomo se glih ne vrteli v tem glavnih, na vseh radijskih postajah, ampak ja. Nastala je iz ene take čisto preproste kitarske vajice, no. Potem pa je Tjaša naredila ostalo. Pa mislim, da je kar naslednja, da jo zavrtiva. Moj predragi je v gori cvetje je bilo davno že odcvelo. Pčelica zletela, prelepo se zapela, prelepo se zapela, svojega brata zrela. Pčelica zletela, prelepo se zapela,
Duši mi je ljubi, kak štirje druge, oča in mati, sestre in brati. Na 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 na, 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 na 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 na. Pčelica zletela, prelepo se zapela, prelepo se zapela, svojega ljubka srela. Pčelica zletela, prelepo se zapela, prelepo se zapela, svojega ljubka srela. Na 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 na, 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 na 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 na. Pčelica zletela, skupina Edna z albuma Slove rdeče. Na Godi Bodi ste predstavili novi izdelek, Ja, premierno. Premierno, tako. Nekako z Godi Bodijem sodelujemo že od prvega albuma naprej. In Godi Bodi oziroma Janez Dovč, njegov vodja, je bil tisti katalizator, bi lahko temu rekli, ne, ki je nekako poskrbel za to, da je album izšel. Na začetku leta nas je poklical, če bi bili zainteresirani na nastopu junija, to je bilo 1. junija. In tako mimo grede namignil, da bi bilo da bi bilo lepo predstaviti kaj novega, ne, mogoče album. Mi smo sicer imeli že večino skladb pripravljenih, ampak še ne posnetih. Tako da smo potem se hitro dogovorili za vaje, hitro našli prosti termin v studiu in zgolj 2 dneh, v enem popoldnevu in enem, tako celem dnevu album posneli. Koliko pa se iz domačih selite tudi na tuje odre? Ampak vseeno v bližino, no, nastopili smo recimo v Avstriji, nastopili smo na Madžarskem, Edna pa je nastopila tudi v Milanu na Expo takrat. In tisti paviljon, ki je tam predstavil Slovenijo, je zdaj v Prekmurju, ne, tako zanimivo, ne, se nekako stvari obrnejo. Ja, takrat še mene ni bilo, no, to je bilo še pred prvim albumom. Čudovite zgodbice, no, predvsem o tem, kako daleč so mogli nositi inštrumente. Zdaj ste že kdaj nastopili v Expanu? Ja, v bistvu no, na otvoritvi. Ampak ne not v Expanu, ampak zunaj, tako. V sklopu tako otvoritve tega celega kompleksa in parka in tako naprej. Tako da neka povezava vseeno obstaja. Seveda obstaja. Sprejem pri poslušalcih je verjetno v Prekmurju drugačen kot v drugih koncih Slovenije ali pa v tujine. Ja, seveda. Pozabil sem omeniti grad, omenil sem Avstrijo. Ja, ta grad je bil zanimiv. Verjetno od slabih 100 poslušalcev je samo ena poslušalka bila iz tega dvojezičnega območja štajerskega in je poznala slovensko, ostali pa ne, pa smo jih navdušili, ne. Že prej smo omenili, da je domača publika najbolj zahtevna, pa se mi zdi, naj me zdaj Prekmurci grdo ne gledajo, ampak Prekmurci smo še sploh zahtevni, ali pa smo kakorkoli. Zahtevni poslušalci, vedno lažje navdušiš nekje drugje kot doma, ampak zaenkrat, hvala Bogu, nimamo težav. Mogoče imajo nasploh poslušalci drugačno predstavo o nas, ne. V kakih opisih koncertov je, ne vem, napisano, da preigravamo ljudsko glasbo, da to pa je ono in si popolnoma drugače predstavljajo naš koncert, kot na koncu dejansko je. Zanimivo pa je to, da vsi brez izjeme na vsakem koncertu pohvalijo našo energijo na odru, ne. To pomeni, da smo se res našli pravi glasbeni svetovi skupaj, da je nastala neka kemija in tudi sam priznam, da se najboljše razumemo na odru, ne na vajah, ampak točno na odru. Naslednja bo Podolinaj. Verjetno boš ti izgovoril pravilno. Ja, Podolinaj je kar v redu, je v bistvu super. Ja, Podolinaj grmi in bliska in en fantiček se tam sprehaja in kaj drugega kot išče ljubezen.
fantiček, fučkaj, fučkaj, fantiček moj, vej boš prišel k meni nocoj. Fantiček moj pod oknom stal bo i pod okno je popeva. Stani ljuba, ljuba, ljubica, vej zadosta si spala. Nisem se nič ne naspala, celu noč sem se jokala. Snočkar sanja zvedila, ka imaš drugo ljubico. Tam sam odo po dolinaj, po košalinaj. Tam sam čuje stičke sprevati, da bi mogel tak živeti. Tam sam videl takše dekle, štere imajo rdeča lica. Rdeča lica, črne oči, pri tebi ležal 3 noči. Skupina Edna, Slove rdeče, album v oddaji Radioaktivno ga vrtimo, Luka je z mano. Na naslovnici digitalne izdaje je deklica, ki piše grafit. Ja, piše grafit za šminko. Piše grafit za šminko, rdečo šminko, ne, in napiše Slove rdeče, napiše v bistvu ime albuma, no, ampak lahko si pa predstavljamo, da piše ime svojega ljubljenega, tako nekako smo si to zamislili. Ja, rdeča nit je res ta ljubezen, pa vseeno, ne, tokrat se mi zdi, da ne, nismo osladni, ne. Verjetno zaradi tega, ker pač ljudske skladbe niso osladne ali pa so to osladnost, ne, če so kdaj bile izgubile z leti. Samo digitalna izdaja, nič fizičnega nosilca zvoka. Zaenkrat še ne. Ja, ko smo se pogovarjali o tem, smo ugotovili, da nam je še od prvega albuma oziroma od prve izdaje tako prvega albuma ostalo še ogromno CD-jev v fizični obliki, se pravi, ne, koncertov nimamo zdaj vsak teden kakega koncerta, ne, imamo jih do 10 na leto, ampak ne, tudi če na vsakem koncertu prodamo 5 CD-jev, je to zgolj 50 CD-jev, ne, nam jih je še ostalo nekih dobrih 100 in nekako se nam ni zdelo smiselno iti v fizično izdajo, zato da bi nam ti CD-ji potem doma ostajali, smo pa kljub temu dali narediti ene take lepe lesene USB ključke, jih vgravirali v bistvu za naslovnico oziroma z naslovom in jih potem podarili tistim, ki so bili najbolj zaslužni za naš album, tudi sponzorjem. No. Tako da je vseeno v neki fizični obliki. Je pa bilo zanimivo na koncertu na Godi Bodi to, da so, ne, da niso bili navdušeni poslušalci nad USB ključkom in so želeli CD, tako da smo na koncu prodali več prvih CD-jev kot drugih. Ne. Ampak ja, spet odvisno od kraja koncerta, od priložnosti same. Ne vem, glasbo danes skoraj vsi poslušamo na nekih teh pretočnih platformah, na YouTubeu, tako naprej. Glasbeniki se sam vidiš, ne, da izdajajo albume na trzalicah, na frisbijih, na, ne vem, Dan D so izdali na USB ključku, ampak je bil USB ključek v milu, da si mogel najprej milu porabiti, da si lahko USB ključek, ne, mislim, zanimive ideje. Ja, pogrešam včasih CD-je, včasih ne. Mislim, da bi bila odlična ideja, bom ti jo sedaj kar predal, da vi izdate svoj album v prekmurski gibanici. Najprej je treba pojesti, potem pa dobiš še glasbo. Ja, to bi bila dobra ideja. Ja, pa najboljše, da jo prodajamo kar na Trojanah, recimo, ne, pa vsi, bodo vsi vedeli. Ja, če gre za pravo prekmursko gibanico, ne gibanico po prekmursko. Tako.
ker vemo, da eni iščejo ovinke. Streaming platforme so potem tisti glavni naslov, kjer je možno poslušati oziroma tudi prenesti album. Kupi se lahko album na spletni strani založbe Celinka, tako tudi na teh streaming oziroma pretočnih platformah. Celoten album je tudi na YouTubeu, to smo pač ga dali, ne, marsikdo na tej zastonjski različici YouTubea, no, marsikdo tega ne naredi, ne, pusti torej celoten album za plačljivi, kakorkoli YouTube ali pa za ostale streaming platforme, ampak ja, mi smo ga pustili, ker ne nazadnje ni naš namen s tem albumom zaslužiti, niti ni to takšna glasba, ki bi bila profitabilna ali pa rentabilna. Delamo to zato, ker imamo to radi, zato, ker želimo nekaj dediščine ohraniti in dediščino na nek način tudi nadaljevati. Drugače pa do vas je najlažje dostopati preko družabnih omrežij. Tako, ja, Facebook je nekako naš glavni, pa ne adut, ampak glavna spletna stran, pa ne nazadnje tudi stran Kulturno-umetniškega društva Črenšovci, v okviru katerega delujemo. Tam je tudi naša spletna stran, naši kontakti, vse informacije. Če kogarkoli kaj zanima, nam naj le piše, smo odzivni na mail in z veseljem pridemo kamorkoli. Predzadnja bo ena ptica priletela. Ja, ena ptica priletela, ja, v redu. Še malo pa bom vedel preko Ja, do konca oddaje se bomo naučila. Še nekaj korakov pa bom tudi šteti, razumel. Šteti? Ja. Ja. Kot ti v trgovini rečejo, da moraš plačati 82 evra. Ja. Ja, ne vem, ali smo Prekmurci so bili tako moderni, da so že takrat imeli vplive angleškega jezika, ali pa pač to izhaja iz nekje popolnoma druge, ampak no, ko sem študiral 1 leto v Walesu, nisem imel težav s štetjem. Verjamem, da ne. Jaz pa da čudno pogledam v trgovine. Ja. Pa še nekaj besed o ptici, ki je priletela. Ja, v bistvu ptica je nekako včasih zanilec dobrih novic, včasih zanilec slabih novic, no to, kaj je tudi seveda ta pesem ljubezenska. Gre za, to pesem smo ustvarili še pred izdajo prvega albuma, ja tako, ampak je nekako ostala takrat v arhivu, oziroma igrali smo jo vedno, ampak ni se uvrstila na prvi album. No tokrat je pa bila ravno prošnja za ta.
pismo v kľúčky, tanesi, ptíček poješ vrgulí. Má pismo v kľúčky, tanesi, očasona Pragi stali, rovno pismo so zbirali. Oča pisma zbirajo, alma ti se ne milo javčejo. Oča pisma zbirajo, alma ti se ne milo javčejo. Micka je na Pragi stala, svetle zvezde je gledala. Zvezde ido gor nebo, al stani fantič pa poj domov. Zvezde ido gor nebo, al stani fantič pa poj domov. Luka iz skupine Edna z mano oddaje Radioaktivno. Sam se tudi ukvarja s slovensko glasbeno sceno, sodeluje z glasbeniki. Kako to vidiš danes našo glasbeno sceno? Ja, meni je fascinantno gledati recimo to neko obdobje, ne, zadnjih recimo 4 let. Že pred korono se je nekaj dogajalo in po koroni se dogaja marsikaj, tudi zaradi korone ali pa navkljub koroni. Ogromno novih bendov imamo, ne? Ogromno nove glasbe, ogromno albumov starih bendov, recimo, ne vem, nova generacija je prišla na sceno oziroma se nekako prebija na sceno, glasbeniki so vedno boljši, veliko izobraženih glasbenikov se vrača domov, ne? Recimo nekih jazz glasbenikov iz Gradca ali pa Celovca, ampak se več ne utepajo toliko popularne glasbe, kot se je mogoče včasih, ne? Včasih se je zdelo, da jim je ta glasba nekako izpočasti, ja. O tem sem ravno spregovoril tudi pred kratkim s Klaro in z Maticem, no, iz skupine Funk Fu, in sta se strinjala s tem, no, in zdaj pa nekako so ti vplivi, ki so prišli iz Amerike, se pravi ta ponovna uporaba funk glasbe, ki je nazadnje vidna tudi v čisti popularni glasbi, v nekih teh res mega zvezd, pa v teh bendih, kot so, ne vem, Snarky Puppy, Wolfpack, tako naprej, je spet prišla k nam in se pravi, oni ustvarjajo tudi rock za sebe, res je eno tako plodno obdobje, ne? Raziskovalci pravijo, da se glasbena scena menjena na 10 let in če pomislimo, je tu glih nekako 10 let, ne? Pred 10 leti se je recimo v tem štajerskem okolišu, ne vem, zgodil, imela Bilbi svoj, recimo največji, tudi z njo, naprimer, sodelujem s svojim menjem, ampak takrat je imela Bilbi največje hite, pa to je bil, ne vem, Papir, še mnogi drugi, in zdaj spet po 10 letih, potem se je vmes glasba, recimo, ne vem, nova glasbeno ustvarjalnost selila, nekaj v Ljubljano, nekaj, ne vem, v Novo mesto je bilo močno, zdaj pa se spet kraje Slovenije, kjer ne bi nastajala nova glasba, no. Bi lahko mogoče izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene. Čeprav mi, da je to zahtevno vprašanje posebej zate, zato ker tudi moraš vse poslušati, ampak vseeno. Ja, ne vem, Joker Audi so kar
kar face, pridni, zares pridni in zares živijo. Ne. Te sanje zares živijo za glasbo, poznam jih vse in jim res privoščim. Marsikdo reče, ja, pa to je spet neka kuhna, pa ne, to je spet eno pa ono, ampak oni res trdo delajo in jim ratuje. Tisti, ki jih ne spremljate, skoraj vsak koncert, ki ga najavijo v tujini, ne, govorimo o, ne vem, o Švedski, o Slovaški, o bivši Jugoslaviji, je razprodan. Veliki Britaniji je razprodan, ne vem, v parih urah. Ne, minutah, ne, v redu, ja, ok, ne gre to za 10,000 ljudi, ampak gre za, ne vem, 500-600, ampak vseeno, ne, je to neverjetno uspeh za band, ki večino ima skladbi, ima slovenščini, ne. Oni so res en tak svetilnik, no, slovenske glasbene scene. Funk fact so fanti, ki so mi zelo blizu, mogoče tudi zverstovno. To so dve, ne? To je res težko vprašanje. Kaj nekaj glasbenikov ima težave s tem? Ja, verjamem. Recimo, ja, funk fact, če ostajamo malo v tej neki jazz sferi, je mogoče kaki Magic Pond tudi zanimivo, sicer res bolj jazz, ampak ena velika kreativnost, tam izpod Pohorja, iz Konjic. Gedore so neverjetni, no. Ta album, mislim, to je od tu do tam, je izdan tudi pred kratkim, je res dober, ne vem, prva skladba je že, dajte si jo poslušati, pa dajte si jo res na glas, no, to je tako močna skladba, da je premočna za prvo skladbo na albumu. Prijazni, pridni, zares odlični glasbeniki, ki nazadnje sodelujejo z vsemi večjimi glasbenimi imeni pri nas. To so zdaj 4, ne? Tako, še eno ime ti manjka. Še eno ime manjka. Ja, bom mogel reči kar Žan Serčič, no. Žana poznam od malega, pa zdaj sem res naredil en tak široki nabor, zverstovno, zelo širok nabor in to je prav, ne, ker nastaja različna glasba in Žan je v tej nekem mainstream popu ali pa bolj zabavni glasbi ali pa zabavnem popu res v zadnjem času naredil ogromno. In jaz ga poznam že kar nekaj let in vem, kako se je trudil za to, ne. Skupaj sva poučevali na eni glasbeni šoli. In ko sem jaz rekel, da grem domov, ne vem, večerjo, pojesti pa spati, on rekel, ja, ne, 3 ure, 4 ure vaditi, ne. In dejansko to delo, to trdo delo se mu je poplačalo, pa če je to glasba za tvoj okus ali ni, dejstvo je, da ga posluša ogromno ljudi, da doživlja velike uspehe in temu ne gre oporekati. Luka, mislim, da bo nadaljevanje tega pogovora zate mala malica, kajti v lanskih letih sem ugotovil, da se glasbeniki v Sloveniji ne poznate dovolj dobro med sabo. Zato sem letošnje leto zasnoval ta del intervjuja tako, da se malo spoznate oziroma da malo preverim, koliko glasbeniki poznate slovensko glasbeno sceno. Dajem ti preglednico iz 5 stolpcev. Okay. Iz vsakega stolpca boš izbral eno številko. Pod številko se skriva kratek glasbeni izsek. Jaz se zavrtim ta glasbeni izsek, ti pa ugotoviš, kdo je izvajalec in naslov pesme. Glede na to, da tudi sam spremljam slovensko glasbeno sceno kot jaz, mislim, da to ne bo težava. Ja, če pa se bo zmotil, pa ti jaz malo pomagal. Dobro, bomo videli, no, moje delo je na preizkušnji. A47. Mislim, da bo to popolnoma jasno. Ja, vedno prijazno, Tinkara Kovač, Ne odhaja poletje. Popoln odgovor, 100%. Stolpec B. B. 76. Bolj star, bolj nor. Bungee rafting, judo in skiro. Bolj star, bolj nor. S črno mušketirsko bradico. Bolj star, bolj nor. Mislim, da ne rabim več vrteti naprej. Ne, glasbenik, ki ga zelo spoštujem, ampak še nisem imel priložnost spregovoriti z njim, ne v živo, ne po telefonu, sem pa delal intervju z njegovim sinom, tudi odličnim glasbenikom, seveda Predin, ne, bolj star, bolj nor, Zoran. Točno tako. C60. Za denar, zaljubim vate se lahko za eno noč. Diha tvoje bom telo, oblečena samo v parfum, slečena le zame nocoj, za denar. Ja, Omar Naber je, ne, skladbe pa res ne poznam, priznam. Parfum. No, bi lahko, ja. Ja, razbral iz teksta. Stolpec D. D. 94.
Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala. Slov, slov, kvik, kvik, nežen dotik in z obrazom čik tu čik, gor čez Velvik v Tivoli, da bova sama. Ja, eden mojih ljubših Magnifico, Tivoli. Tudi to si ugotovil v nulo, kot bi rekli po domače. Ja. In še neke novejše produkcije v stolpcu E. V stolpcu E pa dajva recimo 150. Luka, ta pa je bolj rockerska. Ta pa je bolj rockerska, ja. Skupina je letos, samo da pogledam, oziroma lani izdala novi album, ki je oblečen v eno barvo. Smo mogoče res našel, no? Prihaja iz celsko-savinskega konca. Vse izvor je od tam, sedaj so že člani malo razmetani po Sloveniji. 20 članov tudi delata kot solista v zadnjem času. Pa kliceji imajo v imenu, pa zelo kratko ime. A ja, bo. Točno tako. Bo. Ja, poznam jih, no, ampak ne tako dobro, očitno. Iluzija pa je naslov pesmi. Iluzija, no, bom jih povabil. Povabi, odličen izdelek. Tudi poslušalci, nekateri, ki so poslušali intervju, so rekli, da je pa to ena izmed najbolj preslišanih slovenskih rock zasedb. Album pa zelo dobro narejen. Modra je naslov albuma. Dobro si predstavil ta kviz. Ja, no, na koncu me je malo stisnilo. Novejše produkcije za marsikoga težji zalogaj kot tiste starejše skladbe. No, probajmo eno še za recimo, dajmo E96. Pa dajmo. Ti si drugi glasbenik, oziroma tretji glasbenik, ki si želel še bonusa. Eni so že poskušali, oziroma to naredili iz obupa. To je song za vse sanjače, ki želijo videti svet drugače. To je song za dobro jutro, song za lahko noč. Ja, Hamo, ne, song za dobro jutro, ne. Ja, Hamo poje. Hamo poje, ja, tako. Hamo in... Hamo in... Miha Koren. Ja, tako, Miha Koren. Tako da si popravil sedaj vtis. Ja, recimo. Luka, za konec, album Slove rdeče je svež. Kako namerava Edna naprej? Album za Slove rdeče je svež, je odličen za poslušanje zdaj v teh vročih dnevih pod Lugašem, bi rekli, ne. To je kje? No, pa vi ste tu sred slovenskih goric, tako da Lugaš so brajde, no, se pravi tiste, ki grejo čez klop, čez mizo, ne. Razumem. Tako da tam pot naprej so koncerti, dejstvo pa je, da nekako smo bili v časovni stiski, kar se tiče same priprave albuma in nismo veliko razmišljali o koncertih in zamudili veliko razpisov in tako naprej, tako da veliko koncertov nimamo. Prvi je avgusta 18. na festivalu Jena Mena v Črenšovcih. Gre v bistvu za festival kulturne dediščine, no, tako da ravno pašemo tja. Vabljeni vsi poslušalci tja in pa vabljeni, da spremljate naše socialne platforme, spletno stran, kjer bodo tudi objavljeni naši bodoči koncerti. Nekako računamo bolj na ta jesenski rok, da zares album predstavimo po čim večjem delu Slovenije. Nastajajo pa že počasi tudi skladbe za naprej. Kdaj bo pa kakšna avtorska popolnoma z besedilno vred? Ja, o tem smo tudi razmišljali, no, ampak nismo se še, pa ne opogumili, ampak takrat potem to dejansko cel koncept skupine spremeni. Meni, verjamem, da vsem je ta koncept zelo všeč, takšen kakšen je. In zaenkrat ga verjetno ne bomo spremenili. Za konec tega pogovora bova zavrtela še eno, ki so sicer že. Ja, tako je, Zelenice travce, torej ta nekak zaokroži album. Nastala je, po moje, glih na sredini korone, meni pa se je takrat glih ravno kar rodila hčerka in nekako, lahko rečem, da sem jo napisal za njo, vsaj glasbeno podlago, no, to sem poslal Tjaši in Tjaša je našla eno super besedilo in napisala odlično melodijo za vokal,
Na vajah smo potem skladbo dodelali, Blaž je prinesel neko afriško bučo, ki zveni zares noro in v prvi verziji je tista polna, taka mistična, v drugi pa je čisto gola akustična kitara in vokal. Meni zelo ljuba, tudi ta. Pesem prihaja za konec tega intervjuja. Luka, član skupine Edna, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala, enako. Zeleni se, travca s kraj Dunaja, v toj travci beli list papira, na papiri zlate slove piše, čisto rdeče, ti so pravli biče. Če so bejle, te so veseliče, če so rjave, te so res ta prave, če so sive, te so zapeljive, če so črne, te so žalovitne. Zeleni se. Smo skupina Edna, poslušate oddajo Radioaktivno.